Silentium incarnatum. To boste slišali danes v filmu pri dveh papežih, ko papež Ratzinger izrecno pove bodočemu papežu, ki še ne ve, da bo papež, ko se poslavljata, da mora biti tiho o teh stvareh, silentium incarnatum. Kaj to pravzaprav pomeni? To je molk kot orožje. To je v bistvu za ta papeški Pizzagate, ko ga jaz imenujem, ne? Zakaj to ne more iz Amerike Pizzagate priti pa tam z Clintonove strani pa z DC, vladne palače pa z Bele hiše? Zakaj ne? Preprosto zato, ker je pica italijanska jed. Jezuiti so v Italiji, Rim tudi, Vatikan pa znotraj Rima, pa imamo rimski klub, skratka vse poti vodijo v Rim. In kot ta Pizzagate, kot simbol, ki ga imajo že zelo, zelo dolgo, vendar so ga potem razkrinkali, našli, kaj pravzaprav to pomeni. Glejte, gre za profanacijo ali pa za posveten pogled zlorabe otrok, medtem ko se duhovniki skrivajo. Profanacija, tako da v bistvu skrijajo te cerkvene simbole in grejo pač pica, in kaj pomeni smetana, kaj pomeni pica, kaj pomeni hot pica, kaj pomeni small pica in tako naprej, imajo te skrivni jezik. Veste, zlorabe otrok in pa s tem izražajo tako imenovano sveto moč na vrhu lestvice Rimokatoliške cerkve. Torej ta film, ki ga bomo nocoj pogledali, ki bo drugi film za konec, o tem filmu govorimo, dva papeža, veste, je mojstrsko upodobil tako imenovano ta sistem silentium incarnatum, utelešeno tišino. Molk v cerkvi, veste, ni le odsotnost zvoka. To je aktivni mehanizem moči, je orodje za kaj? Za prikrivanje, za zaščito sistema, za vsako ceno. In veste, prst na ustih ni le masonski simbol. Je modus operandi Vatikana in to 2000 let. In kje se pa ta tišina najbolj razgali? Ta tišina se najbolj razgali, in to se bo začelo čez 9 dni po koncu žalovanja, zdaj nastopa 9 dni žalovanja v Sikstinski kapeli. Tako imenovanem vrhovnem prostoru razsvetljenja in kraju izvolitve papeža, ali pač na mesto, bom rekel, teološke debate dobimo kaj? Če gledamo ta film, dobimo v bistvu dva papeža, ko opazujemo ta film. In zanimivo je, da si oba papeža privoščita simbolično pico. Ta prizor je genialno perverzen. Ko človek enkrat spozna simboliko in se malo to poglobi, in potem, ko v filmu gledaš te imenitne gospode, kako to simboliko izražajo svojim podanikom, veste, profanost v najsvetejšem prostoru, recimo Sikstinska kapela, ali pa profanost v tistem prostoru, ko je papež enkrat izvoljen, na tistem prostoru, ko pride na balkon in pozdravi množice in tam noter se oba bašeta s pico, to pomeni profanizacija najsvetejšega prostora. In to ni le prikaz njune človeškosti, njune topline, njune ponižnosti, njunega približanja množicam, veste, to je brutalno opozorilo. Resnična moč, resnični dogovori se sklepajo pravzaprav za fasado svetosti ob prigrizku, kot bi šlo za en navaden poslovni sestanek. V tako imenovanem prostoru, ki ga ljudje razumejo kot sveti prostor, je za njih Pizzagate. Ali pa lahko rečemo, da je to tisto zloglasno Pizzagate, ko rečejo teorija zarote. Pravijo, ja, se to je teorija zarote, saj ni nič res. Veste kaj, ampak simbolika v resnici je srhljiva. Pica kot koda, kot skrivno ime za nekaj mračnega, zaužita prav tam, kjer naj bi prebival Sveti Duh, mislim, da je to nesprejemljivo, če to besedo lahko uporabim. In cerkev pa, gledajte, že stoletja uči, da je resnica preprosta. Ampak to preprosto resnico zavijajo v 1000 plasti raznih skrivnosti. In ta prizor nam pljune v obraz
Za oltarjem se dogajajo povsem druge stvari. Zemeljske, morda celo umazane stvari. In zrcalna igra usode, dvojnost besed, kdo resnično odstopa in zakaj, resnici nihče ne verjame. Tehtno vprašanje. In zdaj film, ki ga bomo gledali na genijalen dramaturški način, prikaže ta zasuk in celo na glas notri en papež drugemu svetuje, veš, vse ljudem lahko poveš tako, narediš pa tako, obratno. Veste, kardinal Bergoglio, ki pride z namenom, potuje v Rim z namenom, zato da bi papežu ponudil pisni odstop. In Benedikt, v bistvu, on je v bistvu trden kamen tradicije, pa stori nekaj nezaslišanega. Se pravi, tja pride ta papež, ki je pač danes, katerega pogreb je prinesel odstop. In v zasuku filma je pravzaprav tako, da odstopi pravi papež, ta pa postane papež. Razumete igro? In ta zrcalna igra, veste, ni le filmski trik. Je metafora za paradoksalno, skoraj cinično naravo moči in usode, tudi našega življenja. Misliš, da imaš prav, greš na sodišče in se izkaže, da je tvoj prav narobe, tako kot včeraj, ko sem bral za dr. Filmiha, kaj je delal dobrega, vse, kar je naredil, in so ga kar obsodili za 3 leta in še nekaj. Koliko že za 3 leta in 9 mesecev, s tem, da so mu nekaj odštel. Tako da so to stvari, ki so zelo zrcalne, vse gre potem proti tebi. Ja, gledajte, papež Benedikt sam svetuje Bergogliji, govori resnico, saj ti ljudje tako ali tako ničesar ne bodo verjeli. Tako mu svetuje. In kako je to resnično? To vidimo že na začetku, veste, boste videli, ko telefonistka papežu, takoj na začetku filma bo zelo zanimivo, takrat je bil še kardinal, Bergoglio, ki po resnici pove, kdo je, pa mu zabrusi, zelo smešno. Ker mu na drugi strani ne verjame, da je v bistvu papež, ko je poklical, da bi rad sam potoval eno agencijo za potovanje. Rad bi šel sam domov, ker je bil pač tak človek samostojen. Prišel z takega sveta, ki je samostojno delo, ni bil navajen, da mu povsod strežejo. In ko ponudi papir in svinčnik Ratzingerju, veste, nenehno mu ponuja ta odstop, podpis svojega odstopa. In kakšna božanska ironija, to orodje zavrnitve postane simbol Benediktove lastne prihajajoče abdikcije, odstopa. Kot bi mu usoda sama potiskala pero v roko. Zdaj, tu se lahko vprašamo, je bil Bergoglio, mislim, ali se je to zgodilo slučajno, to je zdaj vprašanje iz ozadja, ki ga tudi jaz ne morem razvozlati, je bil orodje v rokah drugih, ali pa je resnično hotel odstopiti. In veste, ta nenehna pobuda papirja pa ni bila prošnja, to je bil pritisk. Prosim, podpiši, ker se želimo upokojiti, dovolj imam, ne morem več. Ker Benedikt je bil poznan, da je vse pedofilske stvari, vse stvari, ki so se dogajale takrat, dal v predal in nikamor se ni nič premaknilo. In njemu se je to zakuhalo tako globoko, da ni mogel več ne naprej nazaj, veste. Ampak ta pritisk od strani Bergoglija za odstop se na koncu obrne proti tistemu, ki ga izvaja in doseže cilj ravno na nasprotni stranki. Veste, film se igra z nami, se boste videli, kako se igra. Nam kaže nasprotja skozi. Goreča želja po odhodu, da bi šel iz cerkve, ga pripelje na vrh. Paradoksalno. Oklepanje oblasti, obstoječega, pa vodi v prostovoljni umik. In to pomeni, da je vse v cerkvi obrnjeno na glavo. Ko govorijo o nebesih, mislijo na pekel, ko pridigajo odpuščanje, načrtujejo maščevanje, ko omenjajo Jezusa, častijo skušnjavca, ko poudarjajo svetost, v resnici spodbujajo pokvarjenost. Med tistimi, ki razumejo kodo, kavet lektor, naj bralec pazi, naj bralec posluša in sliši. Veste,
Rdeči čevlji papeža pomeni kri mučencev ali pa kri nedolžnih otrok. Dejansko so tisti čevlji narejeni iz kože nedolžnih otrok. In papeževi rdeči čevlji uradno simbolizirajo kri mučencev in božjo oblast. Naj bi tako bilo. Krasna zgodbica za naivne vernike, za naivne ljudi. Veste, ampak v filmu postane ta zadeva simbol, ki je zelo moteč. Ker kajte, Benedikt nosi rdeče čevlje kot zadnji v vrsti, te krvave tradicije, Frančišek pa mu za mizo sedita in mu prezirljivo zavrne in obuje preproste črne čevlje. Gre za tako imenovan simbolični rez prekinitve rdečih čevljev. Zdaj, ali je vse to res, ali pa je to samo spreten PR poteza, ki naj bi zakrila dejstvo, da se sistem dejansko sploh ni spremenil. Naj bi se spremenil, pa se ni. V alternativnih temačnejših interpretacijah, seveda, ki jih film s svojo duhovnostjo nehote hrani, ti rdeči čevlji, veste, niso obarvani s krvjo mučencev, ampak z nečim drugim. Govorice o materialih, ki jih raje ne bi omenjali, krožijo po spletnih zakotjih. In ko Frančišek ob pogledu na kri na nogometnem igrišču, ko boste videli, ko gledate nogomet potem v filmu med tekmo Nemčija in Argentina, kako simbolično, gre za simboličen spopad dveh svetov znotraj Vatikana in dejansko takrat v tistem času tudi na nogometnem igrišču, ležerno zamahne z roko, ker je en igralec do krvi poškodovan, reče, to ni nič, veste, vse to je del igre. Človeka zmrazi ob teh besedah. Kakšna šokantna normalizacija nasilja. Zdaj, lahko je to samo nedolžna opazka ob športnem dogodku, lahko pa je v bistvu to srhljiv odmev stoletne cerkvene prakse, kjer so zlorabe, trpljenje in kri žrtev postali del igre. Nesrečen, a sprejemljiv stranski produkt ohranjanja cerkvene institucije. Kri na igrišču je nepomembna. Zdaj igrišče lahko razumete večplastno. Kdaj pa kri otrok zlorabljenih strani tistih v klerikalnih ovratnikih, je tudi to mogoče igrišče, je tudi to del igre. Veste, Frančiškova izjava tukaj odmeva bolj kot najbolj ciničen odraz silentium incarnatum. Veste, vizualna govorica, ki jo boste zasledili v filmu, bel dim, črn dim, nune, skriti simboli dogovorov, in film je mojstrsko vizualno simbolično narejen za tiste, ki malo poglobljeno razumemo ali pa znamo gledati. Dim, ki se na začetku spušča k tlom, pri njegovi prižgani sveči, pri obstoječem papežu, pri Ratzingerju, v bistvu kaže na težke odločitve. Ti ljudje vejo, da ko svečo ugasneš, ponavadi od fitilja od sveče, če ugasneš, če se kaj pokadi, se kadi gor. Pri njemu se je kadilo dol. On je to razumel kot težo odločitev, breme grehov institucije in občutek padca. To je zelo močna simbolika v tistem trenutku. In na koncu, ko ob nemškem golu spet ugasne sveča, na koncu filma, na začetku gre dim dol in ob koncu filma isto svečo, ki jo upihne, ki je že vse zmenjen in tako naprej, gre pa potem dim, gor se nenadoma dvigne proti nebu. Ali to kaže na spravo, ali je to bilo v tistem času, ko sta se zamenjala ene vrste odrešitev, mogoče za njega, vprašanje pa je pa za ljudi, vernike in svet, ali pa je le neka iluzija novega upanja, med tem, ko se temelji še vedno majejo in mize še bijo pod težo arhivov spravljenih s pedofilijo otrok v cerkvi. In bodite pozorni, potem, ko boste gledali film, na sestro, na nuno v Castel Gandolfu, to je papeški vikend, ki se mu reče Castel Gandolf, na njeno izjavo, ko jo vpraša bodoči papež Frančišek, če je to v navadi, da papež na ta vikend povabi
goste ali pa. Ne, je rekla nikoli, to je prvič. Zdaj, ko je nekaj prvič v cerkvi, pomeni, da se tradicija prelomi. Da Benedikt tam običajno ne sprejema kardinalov, ni le informacija, ampak pomeni mnogo, mnogo več. To je znak, da se dogaja nekaj izjemnega. Zakaj? Ker se kršijo pravila. Ona, skromna redovnica, ki skrbi za njega v tistem delu, postane ključna figura, ki Bergogliju dejansko odpre vrata. To je prvič. In ga ne pusti domov, zaradi tega, ker je papež naročil, da mu mora sobo pripraviti. In mu pripravi to sobo, čeprav je hotel oditi. Ne gre le za gostoljubje, gre za simbolični prenos moči, pazite, ki ga izvede nekdo iz ljudstva. Nuna, ki je tam zaposlena, medtem ko se stari papež umika v osamo. Ona je tista, ki nevede, nehote po naročilu omogoči preobrat, zadrži Bergoglja dovolj dolgo, da se kolesje usode dokončno zavrti, kakor se je zavrtelo do današnjega dne. Potem pa še tisti namigi, ki jih boste slišali o skritih oblačilih, simbolih na oblačilih, razne spirale, trikotniki na štolah, kaj vse to pomeni, ali pa so mogoče v modri barvi, ali so v roza barvi, ali pa, kot pravi domnevni FBI simbol, za boj laver. Imajo tudi razne roza kožne barve, za grl laver, res prisotne na vseh liturgičnih oblačilih, kot trdijo tisti, ki to tam dobro poznajo. Film jih ne pokaže eksplicitno, a nas svojo, bom rekel, atmosfero, skrivnosti in prikrivanja prisili, da se vprašamo, kaj pa, če ti simboli res to pomenijo? Skriti na očeh vseh, vsi jih gledamo, duhovnik, papež, kardinal mašuje kot sveti človek, ima simbole, kjer misliš, da so božji simboli, v bistvu je pa to tiha govorica pripadnosti seksualne razvratnosti. Tiha govorica posvečenosti v mračni skrivnosti, če želite, lahko tudi tako rečem. Quod es in occulto venit in aperto. Kaj to pomeni? To pomeni, kar je skrito, bo prišlo na dan. Vprašanje je samo, kdaj. In mojstra preusmerjanja pozornosti, veste, kje so te resnične grozote? Film se sicer previdno dotakne teme spolnih zlorab, ampak samo toliko, da si lahko opere roke. Mojstersko izvedeno, izogne se neposrednemu soočenju, izogne se brutalni resnici, o sistemskem prikrivanju, o vlogi Vatikana samega in pa seveda Benedikta 16. Benedikta 16. pri zaščiti storilcev. Torej, ta človek je zelo ščitil duhovnike in jih samo premeščal storilce iz ene fare v drugo, zgodbe so se pa nadaljevale. In v tem smislu je res prikazan kot konservativec, intelektualec, veste, zelo tragična figura. Ampak film zamolči njegovo vlogo v kongregaciji za nauk vere, kjer je bil mnoga leta. Jaz sem bil takrat še duhovnik, ko je on vodil kongregacijo vere. Tam so se pravzaprav kopičili dosjeji o vseh teh zlorabah. Namesto radikalnega obračuna s preteklostjo dobimo intimno dramo dveh starcev in tukaj je noter takšna dinamika, njune dvome in sprave, kjer kar brli in kliče po rešitvi. Moram vam reči, mojstersko izpeljano. Hkrati je pa tudi ta mojstrovina preusmerjanja pozornosti skoraj konformistično dejanje, ki pusti grenak priokus. Zdaj, lahko se vprašamo pri teh dejstvih, ali gre samo za umetniški učinek, ali je to prefinjena propaganda, ki naj bi nas prepričala, da je z novim ljudskim papežem vse v redu.
medtem ko temeljna struktura ostane gnila. Ali pa tako, kot rečemo, pobiljen grob, ali pa človek z belim oblačilom, ki skriva vso gnilobo. In zdaj, kaj se zgodi? Zgodi se v bistvu šahmat v senci Petra ali še ena iluzija. Glejte, dva papeža je nedvomno teološka šahovnica. To je po 600 letih. Bilo je nekoč, ker sta bila dva papeža, ker sta se za oblast borila, torej tu je šlo pa za povsem drugo zgodbo. Ali gre za teološko šahovnico oziroma manipulacijo vernikov, ljudi, politike, sveta, ki je postavljeno v srce Vatikana, kjer figure premikajo, pa recimo še močnejši od njiju. Jo premikajo nevidne roke. Lahko so to nevidne roke podzemlja Vatikana, lahko so pa to druge finančne eminence, moči. Ker film ponuja fascinanten, skoraj vojažerski vpogled v notranje boje dveh ključnih igralcev, dveh kraljev na tej šahovnici. Hkrati pleše po robu brezna, veste, in se spogleduje z resnico o institucionalni krizi in prikrivanju vseh možnih zločinov, a se boji skočiti van. Jaz mislim, ko sem to gledal, sem doživel to kot estetsko dovršeno preusmerjanje pozornosti. Gre za intelektualno, miselno, izzivalno delo, ki odpira 1000 vprašanj o moči, odgovornosti, grehu in prihodnosti cerkve. Kaj ostaja ključno vprašanje? Ključno vprašanje ostaja to, ali je to iskren poskus razumevanja skozi zgodbo, skozi film, ki je resničen, ali gre pa za zelo, zelo spretno in premišljeno zapakirano vatikansko PR kampanjo, ki naj bi nas pomirila in nam dala novo, bolj všečno podobo z novim papežem. Vprašajmo se, je Frančišek resnično prinesel spremembe ali je le zamenjal rdeče čevlje za črne, medtem ko se igra nadaljuje po starih pravilih. Odločitev, dragi člani, spoštovani, ki poslušate, je prepuščena vam. In ko boste naslednjič gledali film, gledajte pozorno. Simboli so povsod. In simbolna tišina včasih vpije in celo kriči glasneje od vseh besed.